pozdravljeni v današnji oddaji ta mesec. Tokratno oddajo pričenjamo z dogodkom ATTD. Pomembno širjenje znanja na področju sladkorne bolezni sta pred 14 leti prepoznala profesorja dr. Tadej Battelino in Moshe Philippe, ki sta organizirala mednarodno srečanje Advanced Technologies and Treatments in Diabetes, ki ga poznamo tudi pod kratico ATTD. Tako bo že 14. mednarodni forum ponovno predstavil novosti z področja zdravljenja sladkorne bolezni in povabil strokovnjake k razpravi in delitvi izkušenj, tokrat v virtualni obliki. Več o letošnjem srečanju ATTD pa za vas pripravimo v prihodnji oddaji. V maju je minilo 100 let od pomembnega mejnika v zgodovini zdravljenja sladkorne bolezni. Leta 1921 sta Frederick Banting in njegov asistent Charles Best na kanadski univerzi v Torontu začela s prvimi poskusi, ki so pripomogli k sintezi inzulina. Ideja o inzulinu se je sicer pri Bantingu porodila v jutranjih urah zadnjega dneva v oktobru leta 1920. Brez laboratorija in raziskovalnih izkušenj je Banting dobil priložnost preizkusiti hipotezo, ki jo je zapisal v le 25 besedah. Avgusta 1921 so njuni zapiski že beležili obetavne rezultate. Napredek pa se je nadaljeval v zimo, ko se jima je pridružil pri raziskavi profesor biokemije James Collip, ki je prečistil izvleček trebušne slinavke in ga tako naredil varnega za preizkuse na ljudeh. 23. januarja 1922 je čisti izvleček raztopine, ki se je kasneje poimenoval inzulin, prvi prejel 14-letni deček Leonard Thompson. Frederick Banting in vodja laboratorija profesor MacLeod sta za odkritje prejela Nobelovo nagrado, ki sta jo delila s sodelujočima kolegoma. Danes je po zadnjih statističnih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije 422 milijonov diagnosticiranih oseb s sladkorno boleznijo. Z inzulinom naj bi se zdravilo med 150 in 200 milijonov oseb, pri čemer strokovnjaki opozarjajo, da gre to le za približne številke in da je dejanska vrednost precej višja. Tudi v Sloveniji je obolevnost za sladkorno boleznijo vsako leto višja. Ker ne boli, jo včasih oboleli vzamejo resno šele, ko pride do resnejših zapletov. Zato si redno merite krvni sladkor in ohranite kvaliteto življenja. Neustrezno vodenje sladkorne bolezni lahko privede do kroničnih zapletov. Če sta krvni sladkor in krvni tlak previsoka, imajo lahko osebe s sladkorno boleznijo različne težave s stopali. Teh je največ, če sta prisotna okvara živcev oziroma nevropatija in okvara ožilja, tako imenovana ishemija. Prizadeto živčevje in slabo prekrvavljena telesna tkiva vplivajo na zdrava tkiva, ki jih sčasoma oslabijo. Tako lahko najmanjša ranica na stopalu postane velik problem, ki ga imenujemo diabetična razjeda. Temu v izogib je izredno pomembna preventiva, ki sega od osebne higiene stopal do izbora obutve. Ta naj vas ne tišči in ne drgne. Nosite nogavice brez šivov in vsake toliko si privoščite medicinsko pedikuro, kjer vam bo strokovno usposobljena oseba naredila celovito in ustrezno nego. Hkrati pa ne pozabite tudi na to, da si sami redno pregledujete stopala. Če na stopalu opazite rano, se nikar ne obotavljajte in kar se da hitro ukrepajte. Prizadeto mesto zaščitite pred zunanjimi vplivi in okužbo z obližem ali oblogo polimem. Na ta način boste najbolje poskrbeli za čim hitrejše celjenje rane, saj ima polimem v svoji strukturi aktivne snovi, ki učinkovito in hitro lajšajo bolečino ter pospešijo celjenje tkiva, kar je ključno za preprečevanje nastanka kronične rane. Z ustrezno preventivo in hitrim ukrepanjem lahko preprečite resnejše zaplete diabetičnega stopala, kot je na primer amputacija. Zato priporočamo, da sta obliž in obloga polimem vedno v vaši domači lekarni. Ste velikokrat v stresu, nimate urejene prehrane, se zmotite pri odmerjanju zdravila, se ne radi gibate ali pa za telesno dejavnost nimate časa. Če ste na vsa ali na več vprašanj odgovorili z da, ste morda našli vzrok in rešitev za nihanja vrednosti sladkorja v krvi. Na voljo so kartice rdeča, zelena, rumena, s pomočjo katerih lahko prepoznate možne vzroke za visoke in nizke vrednosti sladkorja v krvi ter ukrepate glede na vrsto zdravljenja sladkorne bolezni. Kartice rdeča, zelena, rumena se uporabljajo z merilnikoma Contour Next
in Conturnext One, ki za boljše razumevanje in usmeritev rezultat izmerjene vrednosti predstavita v barvi. Če bo vaš izmerjeni krvni sladkor nižji od 3,9 mmol na liter, bo lučka posvetila rdeče. Zelena, če bo izmerjena vrednost med 3,9 in 10 mmol na liter, in rumena, če bo vrednost krvnega sladkorja 10 mmol na liter ali več. Na karticah rdeča, zelena, rumena si lahko ogledate sestavo zdravega krožnika, koliko sladkorja vsebuje določena živila in vrste telesnih dejavnosti, ki lahko učinkovito pripomorejo k dobro urejeni sladkorni bolezni. Kartice rdeča, zelena, rumena so na voljo v vaši ambulanti. Za čim boljše rezultate pa se pred uporabo posvetujte z medicinsko sestro. Za učinkovitejše samovodenje vam v naslednji oddaji predstavimo kartice izzivov. V mesecu maju je bil dosežen nov mejnik pri zdravljenju sladkorne bolezni tipa 1 v Sloveniji. Najnovejši sistem hibridne zaprte zanke Minimed 780G, ki smo vam ga predstavili v prvi oddaji, že lajša življenje ljudi s sladkorno boleznijo tipa 1. Od 16. maja naprej lahko zavarovanci prejemajo novi sistem brez doplačila, kar pomeni veliko finančno razbremenitev za družine uporabnikov. Prvi so bili na novi sistem priklopljeni otroci in najstniki, sledijo pa jim že tudi starejši uporabniki. Avtomatizacija dovajanja inzulina na osnovi merjenja glukoze prinaša družinam mirne noči, spremljanje na daljavo pa mirnejše ure, ko so otroci v vrtcu in šoli. Za najstnike uporaba sistema predstavlja predvsem možnost, da v veliki meri pozabijo na svojo sladkorno bolezen, saj sistem namreč zahteva le minimalno sodelovanje uporabnika ob obroku hrane in ob telesni aktivnosti. V zahvalo pa poskrbi, da je njihov sladkor zelo dobro urejen. Prvi odzivi večine družin so že enotni in nam radi povedo, da je res težko verjeti, kako jim je sistem spremenil življenje na bolje. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji je že 6. organizirala endokrinološki kongres zdravstvene nege, katerega rdeča nit virtualnih predavanj se je po pričakovanjih vila predvsem okrog epidemije COVID-19, posledic le-te in tudi novih priložnosti. Medicinske sestre edukatorke iz različnih slovenskih regij so predstavile prilagoditev na spremenjene razmere dela ter izzive pri edukaciji bolnika na daljavo. Kot zanimivost naj dodamo, da so nam predstavile tudi splošne spremembe izobraževanja ter pravila vedenja in retorike v virtualnem svetu. Izvedeli smo, kako bolezen vpliva na fizično zmogljivost, počutje, kakšne so težave z zdravjem v post-covidnem obdobju in kakšna rehabilitacija je primerna za različne vrste bolnikov. V podjetju Zalokar in Zalokar smo izjemno veseli, da smo tudi sami lahko dodali kamenček v mozaiku tega zanimivega izobraževanja s kratkim prispevkom Polone Bajda, ki je skozi svojo lastno izkušnjo predstavila sistem Minimed 780G in povedala, kaj sodobna tehnologija pomenijo v življenju oseb s sladkorno boleznijo. Več o tem si lahko preberete v njenem blogu. Ali veste, da tudi za kronično bolezen, Parkinsonovo bolezen, urinsko in fekalno inkontinenco ter mišično zakrčenost obstajajo rešitve v obliki sodobnih tehnologij, ki jih imenujemo nevromodulacija? Nevromodulacija je skupno ime za različne oblike zdravljenja, s katerimi lahko vplivamo na živčni sistem. Sem spadajo raznolike oblike draženja hrbtenjače ter globokih jeder v možganih z blagimi električnimi signali. Sicer pa je tu še zdravljenje z dovajanjem zdravila na točno določeno mesto v hrbtenični kanal. Primerni kandidati za tovrstna zdravljenja so poleg tistih, ki se borijo s prej omenjenimi težavami, tudi osebje z distonijo in tremorjem. Vsako izmed teh sodobnih zdravljenj ima svoje ime. Zdravljenje kronične bolečine z draženjem hrbtenjače imenujemo nevrostimulacija hrbtenjače. Zdravljenje Parkinsonove bolezni z draženjem globokih jeder v možganih pa globoka možganska stimulacija. Pri zdravljenju urinske in fekalne inkontinence gre za stimulacijo križnih živcev, mišično zakrčenost pa uspešno zdravimo z dovajanjem zdravila v hrbtenjačo s pomočjo baklofenske črpalke. Več o navedenih zdravljenjih vam bomo predstavili v naslednjih oddajah. S tem smo zaključili oddajo.
Veseli nas, da ste bili v naši družbi. Vabimo vas, da nas všečkate na Facebook strani, kjer boste seznanjeni z vsemi novostmi. Sledite nam na Instagramu in za samodejno obveščanje o novih videovsebinah se naročite na naš Zalokar in Zalokar YouTube kanal. Spremljajte nas in se vidimo naslednjič.